Hej, to je past, ne biti naiven. Jo, a veš kaj recimo vem, da je ponavadi dosti bolj luštno gledati kakšen vlog s kakšnim hudim avtom, če se le da na dirkališču ali pa na kakšni lepi gorski cesti. Ampak vsake toliko časa pa pride tudi cajt, ki mora biti pa tudi kulisa malo bolj taka umirjena. A veš, kje sem zdajle? Tukaj v hiši moje mame, v Lukovci pri Domžalah. Z razlogom, a veš, včasih se je treba pa majčkeno umiriti, pa če mi daš teh par minut malo razmisliti pa poslušati, zato ker bom govoril o eni zelo taki malo tečni temi. Alkohol za volanom. Ej. Veš kaj? Sem mislil, da imam ne, v redu je. A veš, Martinovo prihaja, ne? Za Martinovim prihaja sezona, takrat bo, let's face it, veliko več alkohola teklo po grlih, tako kot ponavadi, v primerjavi s, mislim, odvisen. Malo je tudi odvisen, kje v Sloveniji si doma, ne? In alkohol je vedno znova pereča tema. Jaz se recimo na Komota minuti še nisem lotil, bi bil pa zdaj ta pravi cajt. In po mojem bi bilo za začetek najboljše, če si, čeprav se bo tole malo čudno slišal, nalimo malo čistega vina. Še en razlog je, razen tega, da je švoh vreme, da jaz danes tukaj snemam pri mami v kuhinji. Zato ker to je bil prostor, kjer sem jaz prvič spil nekaj alkohola in zatem sedel za volan. Vsi smo krvavi pod kožo in jaz verjamem, da nas je veliko takih, ki smo kdaj naredili že to napako. A si razmislil malo pri sebi? A si že kdaj pil pa sedel za volan? Če nisi, vsaka čast. Jaz recimo nisem bil toliko pameten. Butast bi se mi zdel, da zdaj nekaj pridigam, obenem pa s prstom ne pokažem nase. Ker se mi zdi, da to, da se ti priznaš, da kdaj narediš ali pa si naredil napako, je ta prvi korak k temu, da napake nehaš delati, da začneš ukrepati. Mene ne boš več nikoli videl sedeti za volan pijanega. Sem se pa v zadnjih letih navadil, predvsem recimo po basketu, takrat mi najbolj paše piti pivo 0,0. Ampak, kaj je največja napaka, ki jo ljudje, mladi in starejši, tisti, ki vozijo, delajo? A veš, kje je? Je za začetek to, da se sploh usedeš za volan, če si fajchten, če si pil. A ni res? To je prvotna in posledično lahko kapitalna napaka. Ti lahko umreš. To je dejstvo. To se dogaja. A statistiko poznaš? Za letos mislim. Statistika pravi tako, da je letos, to se pravi v letu 2019, zaradi posledic alkoholiziranosti na naših slovenskih cestah umrlo 28 oseb, kar je skoraj ali pa švoh 50% več kot lani. 28 oseb danes ni več med nami. A veš, kaj pa jaz vidim kot drugo največjo napako? Druga največja napaka je, ko nekoga slišiš reči: Ej, stari, si sam teh 100 metrov, le jaz sem tamle za vogalom doma. Ej, to je past, ne biti naiven. Nima veze, kje si ti doma. To je past! To je totalni, 100% nateg samega sebe. Podobno velja za varnostni pas. Saj sam teh 100 metrov. A se rabim zdajle? Ja, rabiš se, stari. In ne smeš iti za volan. Tudi če vidiš bajto. Ne. Če boš imel srečo, se ti lahko zgodi, da se bo škoda merila samo v centimetrih zvitega pleha. Če ne boš imel sreče, boš imel pa en velik problem. Ali ti, ali pa kdo drug. To je pa breme, ki ga, verjemi mi, nočeš naložiti sebi na pleča. Ne. Pa še nekaj, a se strinjamo, da vsak od nas pozna vsaj enega, dva, tri ali pa 4 voznike, za katere vemo, da pijejo pa vozijo? Jaz jih poznam. Drugače pa jabolke tolčem. 3 kile sem šel že dol. 3 kile pa pol. To je 3/4 luknjice na pasu. Paziti moram s prehrano, zato ker same neumnosti počnem in gre zdaj, čez par dni imam tale, kaže, menedžerski pregled. Malo sem odstavil oprost. Gremo nazaj na alkohol. Jaz predlagam na papirju eno zelo preprosto stvar in sicer, a se probamo mi bolj pogosto držati tega 0,0 za volan. Mi grede eno sliko, to sem najdel, pazi zdaj to. A me vidiš, tukaj sem star, veš, kako sem tukaj star?
ene 15 let, to je ene 3-4 leta, preden sem prvič sedel za volan, pa da sem predtem pil. Pa vem, da se znucam pa zlajnan sliš, da rečem, jaz sem naredil to napako, daj ne jo narediš še ti, ampak to je še kako res. Jaz vem, da ljudje, pa ne samo, ker smo mlajši, v določenih trenutkih svojega življenja, v določenih situacijah razmišljamo drugače, včasih napačno, predvsem netrezno, dobesedno. Nikoli ni nič narobe, če te kdo opozori na nekaj takšnega, kot je vrednost človeškega življenja. Zato poudarjam to 0-0 sceno, ker se mi zdi dosti pomembno. Mimogrede, veš, iz kje je ona slika? Mislim, da bo to regijsko prvenstvo, ljubljanska regija, 60 metrov dečki, 8 razred osnovne šole, po moje, a 7. Ful sem bil hiter, 7-3, 7-2-8, nekaj tacga. Mami! Jaz bom zdaj mami nekaj vprašal. Mami! Mami ni več. Šla je drugam. Hotel sem me vprašati, če je že kdaj pila pa vozila. Mislim, da ne. Mami, si ti kdaj pila pa vozila? Ne, to pa ne. To pa meni ne pride v poštev. Res ne? Res ne. Kako tle stojim, prisežem. Aj pa mimogrede, te zanima, kateri dve slovenski regiji izstopata po tem, da imamo največ težav z alkoholom za volanom, ko pride do prometnih nesreč? Dolenjska ni, ne? Je kako pa tu? Pa zdaj pol Štajerske. Tako ali tako sem vedel, da bo zdaj nam gušo. Tudi Štajerci niste tisti. Obalno-kraška pa Prekmurje. Vi ga največ sedete. Veš, tle sem si odstranil luč dal, ker drugače, če nimam dodatne lučke, pazi zdaj, vse skupaj bolj šlo. In kaj sem zdaj v bistvu sploh hotel povedati? Nič kaj dosti nisem mislil komplicirati. Prihaja čas, pa mislim, saj se ga čez cel let preveč tanka pa hod za volana, ne? Ampak zdaj, sploh zdaj pa prihaja ta čas, ko vem, da se bo veliko več nazdravljalo kot ponavadi. Dajmo probati iti za volan 0-0. Jaz vem, da se kdaj ne moreš izogniti temu, zato ker obstajajo novoletne zabave, rojstni dnevi, žurke, vse živo. Kaj pa lahko v tem primeru narediš? Glej, če ste manjša grupa starejših, mlajših, dajte določiti voznika. Pač vedno en nabaše na to, da mora peljati, ampak ostane trezen in so drugi varni. Razen če je vsekan voznik, ne. Poklič prijatelja, poklič starše, ne delati neumnosti na cesti, ne sedati za volan, vinjeni, prosim vas lepo, ne bo 0-0 neko vodilo, ker bi bilo fajn reči enkrat mogoče v prihodnosti, da je bilo tudi nesreč s smrtnim izidom 0,0. Pa še eno stvar bi rad poudaril, ker tukaj pa res gre za višji cilj. Če se ti ljub, a lahko ta video prosim lepo deliš. Nima veze, kje ga gledaš, na Facebooku ali pa na YouTubeu, linki letijo zastonj. Dajte to prosim narediti. Hvala, pejte za volan z 0-0. Mogoče mi bo kdo kdaj hvaležen, pa tega sploh vedno ne bo. Jaz bi pa rad boljšo statistiko naslednje leto bral. To bi bilo zakon. Zakon je, da nas je več, ne pa manj. Še posebej zaradi alkohola. To je to za danes.